Bog naš Oče, svoji cerkvi se podelil nebeške darove, varuj v nas milost, ki si jo dal, da bo moč Svetega Duha v nas vedno delovala in ta duhovna hrana uresničevala tvoje odrešenje po Kristusu našem Gospodu. In še zadnja razmenila, da posedete, se ne bodo tako dolgo, ampak vendar je lažje sedeti postati. Zdaj, takoj po maši bi naredili še eno skupno fotografijo na stopnicah pred baziliko. Potem bomo šli do avtobusa, ki pa ne bosta stala več na parkirnem prostoru, kjer smo izstopili, ampak nas prideta iskat. Kam pa nas bo vodila vodnika do tistega mesta, tako da nam bo pot malce prikrajšala. To je naše zadnje skupno dejanje na tem romanju, zato je prav, da vam rečem iskrena hvala, da ste se odločili, sledili našemu vabilu in se odločili za to romanje po Poljski. Jaz srčno upam, da se boste vračali domov in boste doma res lepili spomini, ki vas bodo marsikdaj ogrevali, še posebej, ko bodo temni oblaki ali pa ko se vam bo zdelo, da se vam življenje potira. Spomnite se na vse te lepe trenutke, ki smo jih skupaj doživeli v teh svetih krajih, v teh minulih dneh. Hvala vam. Hvala Meliti in Tadeju, ki ste nas odlično vodila in nam povedala veliko informacij. Gotovo smo jih 90% vse pozabili, ampak kakšen drobec nam je pa gotovo postal, ki nas bo spominjal še kdaj. Ali pa morda bomo šli tudi kaj pogooglati, pa ste še kakšne informacije za to dodatno podobili. Hvala tudi šoferjema, Milanu in Petru, ki sta nas do zdaj lepo vozila in srčno upam, da bo tako do doma, do Slovenije. Nekaj tega, kar smo skupaj doživeli, bo skušal naš Alen povzeti v reportaži z tega romanja, ki bo objavljena 3. junija, to je prvi ponedeljek v juniju, v naši večerni oddaji Prijatelji Radia Ognjišče ob 8. zvečer. Torej, če boste radi še enkrat doživeli to romarsko pot, povabljeni k poslušanju, oziroma lahko boste šli pogledati vse, kaj smo objavili v minulih dneh na Facebooku in se tudi na ta način spomniti teh skupnih dni. Lahko povem še to, da za Arikursom za letos pripravljamo še 3-dnevni izlet, popotovanje po severni Italiji z osrednjima točkama Milano in Boromejski otoki, to bo od 20. do 22. septembra. Sicer pa Radio Ognjišče letos pripravlja še eno romanje v Fatimo, to pa bo od 24. do 27. oktobra. To romanje pa pripravljamo skupaj s Kompasom. Še enkrat hvala za udeležbo in Bog daj, da ste tudi naši zvesti poslušalci. Če pa še niste, pa to postanite, kajti gotovo je Radio Ognjišče eden in samcem v Sloveniji, medtem kot drugih radijskih programov pa je ogromno. Torej, iskreno vabljeni v našo družbo. Zdaj pa odprimo svoja srca za Božjo blagoslov. Gospod s vami. Oče luči, naš Bog je današnji dan po duhu tolažniku razsvetlil srca učencev. Naj vas razveseljuje svojim blagoslovom, da boste tudi vi vedno deležni obilnih darov Svetega Duha. Božji ogenj, ki se je prikazal nad učenci, naj očisti vaša srca vsega hudega in vas razsvetli svojo lučjo. Sveti Duh je narode različnih jezikov zedinil v izpolnjevanju iste vere, naj vam da, da boste v veri vztrajali in po njej prišli od upanja do blaženega gledanja v nebesih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.